Ali verjameš v naključje? Poslušajte to izjemno zgodbo. 24 let potem, ko je preživel smrtonosni teroristični napad med drugo intifado, je Jonathan Rom daroval ledvico moškemu, ki ga še nikoli ni srečal. Preden je presaditev potekala, je izvedel, da je prejemnik Ruben Tan, brat poveljnika za nujne intervencije, ki mu je rešil življenje, ko je med napadom v Guš Katifu leta 2002 ustavil terorista. Jonathan Rom je povedal Rojvenu: "Tvoj brat Jael mi je pred 24 leti rešil življenje. Danes pa jaz rešujem tvoje." Presaditev je bila izvedena zahvaljujoč organizaciji Matnat Haim, ki je pomagala Izraelu postati svetovni vodja na področju altruističnih presaditev ledvic. Res izjemno. Za več informacij pa z veseljem pozdravljamo dr. Evijo Tarnešo, direktorico oddelka za transplantacije v bolnišnici Khalid Beilinson v Tel Avivu. Najlepša hvala za vaš čas. To je res vračanje dobrega in primer, ko se krog sklene. Kakšne so možnosti, da altruistična donacija ledvice združi preživelega smrtonosnega terorističnega napada in brata človeka, ki mu je rešil življenje? In to naključje so ugotovili šele tik pred transplantacijo. Povejte nam, kako se je vse skupaj odvilo. Bilo je neverjetno. Pravzaprav hvala, da ste me povabili. In nekaj besed o Matnatu Haim. Mislim, da je to največja neprofitna organizacija, ki se ukvarja z altruističnim darovanjem, z altruizmom pri darovanju ledvic. In dejansko je ustanovil rabin Jehošua Heber. In bil je prejemnik presadka ledvice in rekel je: "V redu, dokončal bom seznam pacientov, ki čakajo na presaditev ledvice." In to je bila njegova ideja. In pravzaprav ustanovil je to neprofitno organizacijo. In bilo je zelo, zelo žalostno, ker je bil prvi bolnik med korono, ki je umrl zaradi korone. Bil je prejemnik presadka ledvice in potem je njegova žena Rochelle Heber nadaljevala s tem izjemnim projektom. In od zdaj naprej jih je več kot 2000 darovalcev, altruističnih darovalcev, ki darujejo ledvico pacientom, ki potrebujejo presaditev ledvice. Mislim, da je to največja neprofitna organizacija na svetu, ki se ukvarja z altruističnim darovanjem. In to je neverjetno. To je izjemno. To je izjemno. In videl boš. In ko gledamo slike, medtem ko govoriš o teh dveh moških, ki se na fotografijah smejita, v tem posebnem primeru, kako sta bila sploh združena? To naključje je res izjemno. Ne, res je izjemno. Veš, običajno se ne srečajo s prejemnikom. Altruistični darovalec se ne sreča s prejemnikom pred operacijo. In pravzaprav je naša ekipa predstavila darovalca prejemniku tisto jutro pred operacijo in vprašal ga je po imenu. Povedal mu je, da mu je ime Ruben Tan, nato pa rekel: "Ali poznaš koga z imenom Jal Tan?" Rekel je, da to je moj brat. In začel je jokati. Bilo je neverjetno. In potem je pripovedoval zgodbo iz leta 2002. Bil je v tem predakademskem programu na območju predvojaške akademije blizu Guš Katifa in teroristi Hamasa so udarili v Acmonot, v to predvojaško akademijo in ubili 5 študentov ter ranili 21 študentov. In potem je bil tam blizu mladenič, ki je bil v vojski in je slišal streljanje, pritekel je tja, ubil terorista in dejansko rešil veliko življenj. Tudi življenje mladega moškega, darovalca, altruističnega darovalca, ki je kasneje, 24 let kasneje, je daroval za. Jonathan Vom je daroval Rubenu Tanu. To je neverjetno. To je zagotovo čudežno. In dejstvo, da so jih tako združili in da so sploh imeli tisti pogovor, da so vzpostavili povezavo. Na fotografijah so sami nasmehi. Kaj nam lahko poveste? Kako se oba počutita po operaciji? Oba sta odlično. Jonathan Wong je bil odpuščen in je v popolnem stanju. In verjetno bo tudi Town jutri šel domov. Res je, res izjemno. Da se je rodil.
Reševanje življenj in predajanje dobrega naprej. Namignili ste, da Khalid Balanzen opravi več kot 200 presaditev ledvic na leto. Ljudje gledajo, se učijo, so osupnjeni nad zgodbo. Kako se lahko ljudje vključijo v ta proces izmenjave? To je neverjeten proces. Največ presaditev ledvic v Izraelu izvajamo v zdravstveni organizaciji Clalit v Beerševi in tudi presaditve jeter. In celoten oddelek se ves čas ukvarja s tem postopkom reševanja življenj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu. In mislim, da je to odlično, altruistično darovanje. Poslušajte, to je najbolj neverjetna stvar, ki jo vidimo v Izraelu. To je vsekakor izjemno. In vsa čast vam, dr. Evija Trneša in vaši ekipi, za neverjetno delo, ki ga upravljate. In seveda, le upamo na hitro okrevanje, tako za Jonatana, kot tudi za Reuna. Kakšna neverjetna zgodba in naključje. Vse se vrti okoli hvaležnosti, prijaznosti in tega, da dobro vračamo naprej. Najlepša hvala, dr. Evija Trneša, ker ste bili del naše oddaje. Hvala vam.